Um, Lep pozdrav strani Skupnosti občin Slovenije. Preden predam besedo gospe Katji Huš iz Fokusa, pa gospodu Rajku Tolebnu, koordinatorju mreže Ove in ure Prisos, bi se vam lepo zahvalila za prisotnost. Pa tako je že Katja prej omenila, če imate kakršenkoli, kdaj kakšne pobude, vprašanja, karkoli, tukaj smo, naslovite nas, pa z veseljem se bom potrudila vam odzvati oziroma vam prideti nasproti. Zdaj pa kar predam besedo gospe Katji, pa je to. Hvala. Hvala, Ana, hvala vsem danes, ki ste si vzeli čas in se udeležili tega našega srečanja, posvečenega temi energetske revščine in še posebej nekako potem tudi vlogi, ki jo lahko imajo občine pri naslavljanju, pri reševanju oziroma zmanjševanju energetske revščine. Zdaj, jaz bom začela deliti svoj ekran, ker najprej bo ta začetni del našega srečanja tak predstavitveni. Če boste morda že vmes imeli kakšno vprašanje, ker tudi sama bom bolj kot ne videla neke te svoje drsnice, kar signalizirajte, da imate kakšno vprašanje, da bom, ker zdaj v teh okvirčkov z imeni ne bom več nekaj časa, se mi zdi, tako dobro videla. Tako da samo trenutek. Okej, a vidite, je vse, deluje? Okej, dobro. Dobro. Okej, mogoče samo za začetek, kaj vsaj ta predstavitveni del oziroma nekako program današnjega dneva, kako bo izgledal. Najprej, bo z nami, ne boste poslušali samo mene, ampak bo na začetku en tako kratek tudi uvod, bo prispiral tudi gospod Rajko Leben, ki je koordinator za področje obnovljivih virov energije pa učinkovite rabe energije na Skupnosti občin Slovenije. Potem pa bom sama nadaljevala s tem glavnim predstavitvenim delom, kjer se bomo dotaknili samega pojma energetske revščine, nekako obnovili, kaj to je, predstavili neke zadnje podatke za Slovenijo. Potem bom predstavila naš zadnji projekt organizacije Fokus na področju energetske revščine, ki je projekt Renovrti, ki se ukvarja z energetskimi obnovami energetsko revnih gospodinjstev. Zato bo potem pa večji del tega našega srečanja pa tudi predstavitev sploh tega področja energetskih obnov, predvsem podajanje tudi nekih informacij o obstoječih shemah za financiranje energetskih obnov ranljivih gospodinjstev, tudi kar smo tekom tega projekta in pa mogoče tudi našega celotnega dela na tem področju ugotovili glede glavnih izzivov, ovir pri izvajanju energetskih obnov, in pa potem ta sklepni del, ki pa se bo dotaknil vsaj tako kot ena predstavitev, kako mi vidimo vlogo občin pri zmanjševanju energetske revščine. Potem pa bomo veseli še potem vaših vprašanj, komentarjev, tudi izkušenj s terena, kar se tiče nekih ukrepov za zmanjševanje energetske revščine. Zdaj, preden bom potem nadaljevala, bom zdaj predala kar besedo najprej gospodu Rajku Lebnu, da samo na kratko poda še neki izhodiščni vsebinski okvir za to temo današnjo. Morate se vklopiti mikrofon. Pardon, prej sem izključil mikrofon, da ne bom motil, pa je pa ostalo izključeno, tako da se opravičujem. Lep pozdrav vsem tudi v imenu mreže Ure in ove pri Skupnosti občin Slovenije. Nekaj občin oziroma županov se je povezalo, tako da lažje potem med sabo izmenjujemo tudi informacije. To so, bom rekel, bolj aktivni župani, ne vem, kakšen gospod Marko Funkel, ker ga poznamo kot energetska zadruga Zeleni Hrastnik, potem je župan iz Ilirske Bistrice, Gregor Kovačič in tako naprej. In v bistvu Ana me naprosila mogoče, da uvodoma pojasnim razliko, kaj pokriva Borzen, kaj pokriva Ekosklad. Vemo, da lahko je malo zmede, čeprav večina energetskih svetovalcev smo vključeni tako v
mrežo En svet kot v mrežo kontaktne točke OVE, tako da če pridejo do nas stranke, bodo nasvet dobile. V bistvu imamo dve evropski direktivi. Imamo Evropsko direktivo o energetski učinkovitosti v stavbah. Na podlagi tega, ko smo mi implementirali v nacionalno zakonodajo, je nastal Zakon o učinkoviti rabi energije in Zakon o učinkoviti rabi energije govori o ekoskladu kot o svetovalni točki. Tako da ekosklad mreža En svet deluje že, bom rekel, 25 let, se je uveljavlja in kot svetovanje predvsem občanom na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. In kar za tem, če pogledamo pa Evropsko direktivo o renewable, o obnovljivih virih energije, dejansko imamo potem pa Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, tu pa govori o svetovalni točki, enotni kontaktni točki na Borzenu in tako pridemo do kontaktne točke OVE. Tu dejansko, bom rekel, velik plus je, da se je v to kontaktno točko povabilo veliko svetovalcev En svet, kar pomeni, da sami svetovalci delujemo v obeh mrežah, če neka stranka pride lahko narobe, k nam bo sigurno pravi nasvet dobila, kar je prednost. V to kontaktno točko obnovljivih virov energije so se vključile tudi vse lokalne energetske agencije, kar pomeni, da je tu spet neka povezava do občin, kar je zelo pomembno. Na koncu koncev so lokalne energetske agencije ustanovljene z namenom, da pomagajo občinam pri projektih tako učinkovite rabe energije kot obnovljivih virov energije. Tako da tu je ta razlika, če gremo en slajd naprej. En slajd, če lahko date naprej. V bistvu tu vidite potem, da dejansko ekosklad je fokusiran predvsem na občane in pokriva v bistvu ukrepe iz naslova učinkovite rabe energije. Seveda pri občanih ravno tako pol pridejo tudi kotli na biomaso, toplotne črpalke, pa čeprav to spada pod področje obnovljive vire energije, Borzen je pa fokusiran na obnovljive vire energije, predvsem kar je sončnih elektrarn, tako za pravne kot za fizične osebe, potem toplotne črpalke moči nad 50 kilovatov, kar pomeni bolj za pravne osebe, ravno tako pa vse podpore za mobilnost so na ekoskladu, če pogledamo občane, dejansko predvsem e-avti, e-kolesa, tudi za občine recimo lahko zanimivo, tudi polnilne postaje, pa tudi kakšni avtobusi, kombiji za kakšne šolske prevoze, če so v bistvu za električna vozila. Zdaj, na teh dveh slajdih sem vam pokazal tudi, kje vse imamo te svetovalne pisarne in jaz vam priporočam obisk. To je vse brezplačno svetovanje, nič vas ne stane, dobili boste pa vsaj te osnovne informacije, da boste lahko uspešno pripravili vaš projekt, ne glede na to, gre za učinkovito rabo energije ali pa za obnovljive vire energije. Veliko svetovalcev mreže En svet znotraj ekosklada pokrivamo tudi energetsko revščino, to pomeni tudi svetovanje občanom na področju razpisov za energetsko revščino. V bistvu ZER se je zaključil, sedaj imamo ZER 2024 in ravno tako nas pol ekosklad napoti na predhoden ogled k stranki, tako da sploh ugotovimo, ali dejansko gre za energetsko neučinkovito stavbo ali stanovanje. Ravno tako v bistvu se malo še razmere samega objekta ugotovi, potem lahko se pomaga tudi pri pridobivanju predračunov. Moramo vedeti, da tu imamo različne vlagatelje, eni rabijo v bistvu pomoč
pomoč lahko nudijo tudi tako imenovani koordinatorji, so tudi na seznamu, tu sem tudi Fokusu predlagal, naj se vključijo zraven, dejansko, ker vidim, da samo z nekim sodelovanjem med sebojnim bomo lahko te projekte potiskali naprej. Na drugi strani imamo skupino ljudi, ki dejansko niso vešči interneta in rabijo že pri vlogah pomoč in tudi potem lahko pri pridobivanju ponudb, tudi pri sami izvedbi. Naloga energetskega svetovalca je seveda, da potem ugotovi, ali je bila izvedba taka, kot je bila na predračunu in ali izvedba tudi izpolnjuje pogoje, ki jih ima Ekosklad. Tako da to je naša naloga in naj zaključim še enkrat s tem. Dajte se obrniti na svetovalce, kot so pa občine, pa Fokus in druge organizacije, pa poskušajte nas povezati čim bolj tudi s centri za socialno delo. Nam ne morejo dajati informacije, ampak lahko podajo informacije upravičencem, da pridejo do nas, da jim pomagamo potem sploh pripraviti vlogo, da pridejo potem do teh nepovratnih sredstev. Hvala. Hvala, gospod Leban. Da nekaj stvari, ki ste jih omenili, se bom še sama vrnila v svoji predstavitvi. Mogoče samo na začetku bom jaz tule, se mi zdi, da mi, kako bi rekla, neka sporočila malce, ne vem, če ste videli, tukaj me je nekaj piskalo prej. Ok, upam, da bo v redu, da me ne bo vmes motila neka sporočila, ko se pojavljajo. Ok, mogoče za začetek še enkrat, no, moje ime je, nekateri ste se pridružili tudi zdajle v zadnjih minutah, moje ime je Katja Huš, prihajam z okoljske organizacije Fokus, kjer se že, kako bi rekla, skoraj 10 let ukvarjamo s področjem energetske revščine. Samo kot sem omenila, smo okoljska organizacija, ampak delo na področju trajnostne energije je nekako eden izmed ključnih delov našega programa in znotraj tega se v zadnjem desetletju osredotočamo predvsem na dve temi, in to je energetska revščina in pa vzpostavljanje energetskih skupnosti. No, eden izmed tistih zadnjih projektov na področju energetske revščine, s katerim trenutno zaključujemo, je projekt Renovrti, zato je tudi današnje srečanje, bom poskušala posredovati neke ključne informacije pa izsledke tega projekta, vse tiste informacije, izsledke gradiva, ki so najbolj uporabne za delo občin. Zdaj, verjamem pa, da smo tule zbrani mogoče posamezniki, ki imate neko različno poznavanje ali pa neke izkušnje z ukrepi energetske revščine, zato mogoče samo tako na hitro, da začnemo čisto s tem, kaj energetska revščina je, seveda. V Sloveniji imamo definirano v uredbi o merilih za opredelitev in ocenjevanje števila energetsko revnih gospodinjstev. In kot lahko vidite, je nekako definicija energetske revščine je nekako dvodelna. Ta prvi del, no, ki je tak najbolj temeljni, no, ali se ponavadi navaja, je to, da energetsko revna gospodinjstva so tista, ki si seveda ne morejo zagotoviti nekih osnovnih potreb po energiji, oziroma bivajo v nekih neustreznih bivanjskih razmerah. Med osnovne potrebe po energiji pa se seveda šteje, torej ali se je zmožno primerno ogrevati, hladiti, se lahko oskrbuje z električno energijo za kuhanje, razsvetljavo in podobno. Zdaj, drugi del te definicije pa pravi tudi, da je energetska revščina stanje, v katerem gospodinjstvo strošek za rabo energije tega gospodinjstva pomeni velik delež izdatkov glede na celoten razpoložljiv dohodek tega gospodinjstva. Bomo videli kasneje, no, da predvsem ta drugi del definicije ni tako v praksi, kako bi rekla, operacionaliziran, in bi se mogoče v prihodnosti lahko tudi nekako boljše prenesel tudi v različne prakse. Zdaj, kaj so tista točna merila za določitev energetsko revnega gospodinjstva v Sloveniji? To je najprej, da je to gospodinjstvo tako imenovano materialno
ogroženo, kar pomeni dohodek nižji od praga tveganja revščine, kar se pa v Sloveniji izkazuje z odločbami centrov za socialno delo, torej materialno ogroženo gospodinjstvo je ponavadi tisto, ki potem to lahko svojo materialno ogroženost dokazuje na primer z odločbo o upravičenosti do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka ali pa izredne denarne socialne pomoči. Ta merila so seveda pomembna, ker so vključena v, na primer, to, kar je že gospod Leban omenil, v pozive Ekosklada in torej so neka tudi merila upravičenosti za subvencije za ranljiva gospodinjstva. Torej, poleg materialne ogroženosti to gospodinjstvo biva v neki domu, ki je nizko energetsko učinkovito ali je preprosto neustrezno, ima neustrezne razmere, pušča streha, velike težave z vlago in podobno. Ali pa, oziroma je potem še eno merilo, ki se navezuje na tisti drugi del definicije, da pa delež izdatkov za energijo presega torej najmanj 50% razpoložljivega dohodka gospodinjstva. Kot sem omenila, tako tisti drugi del definicije ni tako uporabljen v praksi. V Sloveniji tudi tole zadnje merilo ni tako, kako bi rekla, se ne uporablja. Ni tako uporabljeno v praksi, pri nas. Zdaj, sami zadnji podatki morda, v Sloveniji približno 7% vseh gospodinjstev je energetsko revnih. Če pogledamo, morda nimamo podatka, oziroma nimamo podatkov po občinah, imamo podatke po regijah, katere so regije vsaj bile lansko leto z največjim odstotkom energetsko revnih gospodinjstev. To je bila Obalno-kraška, Koroška, Podravska, Savinjska, Zasavska in pa Primorsko-notranjska. To je teh prvih 5 oziroma 6 regij, glede na odstotek energetsko revnih gospodinjstev. Večina let je bilo tudi Pomurje in Pomurska regija med njimi, ampak zdaj ravno v zadnjem letu pa je bil ta odstotek malce nižji. Potem, kar je seveda pomembno tudi, ko govorimo o energetski revščini, da imamo nekaj posebej ranljive skupine, torej tiste, ki imajo večje tveganje za energetsko revščino. To je seveda nekako povezano, usklajeno z nasplošno tveganjem, na primer revščine, ne samo energetske. Če pogledamo energetsko revščino specifično, so torej 2 izmed mogoče najbolj ranljivih skupin so enočlanska gospodinjstva in predvsem enočlanska gospodinjstva, kjer živijo osebe, ki je starejša nad 65 let, pa še tu je nekoliko višji odstotek pri starejših ženskah, ki živijo same v gospodinjstvu. Potem, kar velja omeniti, je še ena ranljiva skupina, ki je v Sloveniji tudi precej zapostavljena, ker tudi nimamo nekih, kako bi rekla, sistemskih ukrepov na tem področju, so pa seveda posamezniki, družine, ki bivajo v najemniških stanovanjih, torej najemniki, ki imajo, kot veste, mogoče tudi manj možnosti vplivanja na to, v kakšnih razmerah in v kako energetsko učinkovitem, neučinkovitem domu živijo. Samo en tak hiter okvir. Kot sem omenila, eden izmed projektov, s katerim smo se v zadnjih 3 letih ukvarjali na področju energetske revščine, je bil oziroma je projekt Renove, ki se je pa specifično ukvarjal s spodbujanjem energetskih prenov energetsko revnih gospodinjstev. Namreč vemo, da energetske prenove so tisti ključni ukrep zmanjševanja energetske revščine, kako pridemo do znižanja rabe energije in do nekih bolj udobnega bivanja v svojem domu. Šlo je za sicer mednarodni projekt, torej katerega cilj je bil prav, da se spodbuja prenove stavb oziroma prenove domov, v katerem bivajo energetsko ranljiva gospodinjstva, gospodinjstva, ki se soočajo z energetsko revščino. Nek tak ključno gradivo, ključen cilj, ki smo ga imeli, je pripraviti tako imenovane kažopote za energetsko prenovo ranljivih gospodinjstev in še
s posebnim osredotočanjem na podeželskih območjih. Zdaj, omenila sem, je mednarodni projekt, ki se izvaja v 7 državah Evrope, pri nas v Sloveniji je bilo to pilotno območje oziroma regija, na katero smo se osredotočili, Zasavska regija, ampak, kot pravim, veliko nekih ugotovitev, gradiv, ki smo jih pripravili, so pa seveda aplikativna tudi na druge dele Slovenije. Zdaj, specifično, kaj so bile mogoče neke glavne aktivnosti, ki smo jih izvajali v Sloveniji, tako samo neki, tako imenovano pod narekovaji, v angleščini highlighti našega dela je, da se je projekt začel z izvajanjem energetskih pregledov in izdelavo energetskih izkaznic 12 domovanj v Zasavju. To smo seveda naredili zato, da smo dobili tudi na tem nekem omejenem vzorcu kako bi rekla, nek začetni pregled stanja nekih tipičnih stavb oziroma domov v tej regiji. Potem tista glavna naše delo je bila priprava prej omenjenih kažipotov energetskih obnov. To so kažipoti, ki bi naj služili gospodinjstvom, bili neke izhodišče za gospodinjstvo, da jih vodi korak po koraku skozi energetsko prenovo, kar je pri nas zelo zvezano tudi z Ekosklad razpisi in postopki povezani s temi Ekosklad pozivi. Mi smo pripravili kažipote za 4 tipe domov, in sicer za enostanovanjsko hišo, za stanovanje v večstanovanjski hiši, za najemniške stanovanja in pa potem še poseben kažipot za to specifičen tip stavbe, ki je tudi prisoten v Zasavju, ki se jim reče kolonije, če poznate ta bivša najemniška stanovanja, ki so bila zgrajena za delavce v premogovniški industriji. No, to je bil ta naš, kako bi rekla, glaven cilj v tem projektu oziroma glavno tisto nekakšen izdelek. Ti kažipoti so sicer nastajali na podlagi srečanj, delavnic skupaj z lokalnimi akterji in pa tudi nacionalnimi akterji. Potem imeli smo tudi druga srečanja, ki smo jih organizirali skupaj s Centri za socialno delo, neposredno za gospodinjstva, kjer smo jim predstavljali Ekosklad subvencije, ker smo želeli tudi, da pride do nekega števila prenov na podlagi našega dela. Tako da nekatera gospodinjstva so se uspešno prijavila in nekatera že izvedla prenove, nekateri so še v teku tega. Tako da s tem smo se tudi ukvarjali in pa z različnimi tudi drugimi, kako bi rekla, aktivnostmi, dogodki smo nekako si zadali, da bi malce okrepili to sodelovanje v regiji lokalnih deležnikov, torej da smo se trudili, da bi dobili nekako med isto omizje predvsem te lokalne akterje, ki so v stiku z ranljivimi gospodinjstvi, od Centrov za socialno delo do humanitarnih organizacij, zdravstvenih delavcev in podobno. In pa potem smo imeli različne teme tudi pogovora v teh skupinah. Eden zadnjih je bil na primer o vzpostavljanju točk na vse na enem mestu za energetske obnove in kako bi to lahko izgledalo na primer v Zasavju. Tako da to je en kratek pregled naših glavnih aktivnosti in tudi morda dobite boljši vtis, za kakšne informacije nadaljnje se lahko vse še obrnete na nas. Ko sem omenila te kažipote za energetsko obnovo, tule mogoče samo na desni strani lahko vidite kot kazalo nek primer tega kažipota za enostanovanjsko hišo, torej kaj pomenijo, kateri koraki so vključeni oziroma informacije o katerih korakih. Torej v tem kažipotu bralcu, torej gospodinjstvu, predstavimo najprej čisto neke koristi energetskih obnov, kakšne tipe energetskih obnov poznamo, potem pa v primeru enostanovanjske hiše na primer vodimo po teh glavnih korakih, ki pa so nekako tudi usklajeni z Ekoskladovimi subvencijami, tako da je tako zelo, kako bi rekla, kot nek vodič narejen, torej če ga bere dejansko neko ranljivo gospodinjstvo, ki potem lahko najprej preverite upravičenost za Ekosklad subvencije v okviru programa ZER,
poiščite administrativno pomoč, kar je pomoč koordinatorja, ki se ga nudi, in potem takole vodi skozi ta proces, ta dokument oziroma vodič. Tako da to in tudi po naslednji teden bomo dokončali te zadnje verzije, smo še malce jih popravljali, tako da boste tudi tisti, ki ste danes tu, če boste se strinjali, da mi gospa Plavček posreduje vaše kontakte, vam lahko potem vsa ta gradiva pošljemo tudi v čisto posodobljeni zadnji različici. Tako, mogoče zdaj se mi je zdel današnje srečanje tudi, kako bi rekla, dobro, da vseeno spet lahko imamo različna znanja na splošno o energetskih obnovah, energetski revščini, delovanju Ekosklada in Borzena, kar je že prej gospod Leban govoril, tako da morda tudi tule lahko, da nekaterim bo to vse znano, ampak vseeno se mi je zdelo smiselno, da spet gremo samo čez neke te ključne informacije glede energetskih obnov, mogoče nekih tipov energetskih obnov, pa potem se predvsem osredotočimo na, da predstavim te trenutno obstoječe sheme financiranja energetskih obnov za ranljiva gospodinjstva, ki jih ima Ekosklad. Tako da tisti, ki mogoče še niste opremljeni s temi informacijami, da jih nekako se že danes seznanite z njimi, ker seveda ena izmed vlog občin pri zmanjševanju energetske revščine je tudi, da lahko občine pa drugi lokalni akterji delujejo kot neki posredniki, tisti, ki prinašajo informacije o teh finančnih podporah do gospodinjstev neposredno. Kot sem rekla, energetske obnove so namreč ta nek ključen ukrep, s katerimi zmanjšujemo energetsko revščino. Energetska obnova je lahko, seveda se lahko dogaja tako v različnih tipologijah stavb, v enostanovanjski hiši, v večstanovanjski stavbi, tako da sam potek, proces energetske obnove se potem malce razlikuje. Vemo, da že v večstanovanjskih stavbah, v blokih je že sam postopek odločanja za energetsko obnovo malce bolj zapleten in dolgotrajen, kot pa ko se gospodinjstvo loti energetske obnove v svoji enostanovanjski hiši. Potem lahko imamo tudi opravka z nekimi stavbami, ki so bolj zaščitene v okviru kulturne dediščine, in to lahko vpliva na sam potek energetske obnove, oziroma je treba pridobiti to soglasje Zavoda za ohranjanje kulturne in naravne dediščine, zdaj sem pozabila njihovo kratico. V glavnem ta perspektiva kulturne dediščine lahko malce tudi potem vpliva na samo obnovo. Sicer pa v svetu obnov seveda lahko govorimo o neki celoviti ali globoki energetski obnovi, kjer pridemo do največjih zmanjšanj porabe energije, in to zahteva seveda v kratkem času obsežna dela in posledično tudi kar velik zalogaj finančnih sredstev, da se takšna celovita energetska obnova naredi. Bolj pogoste tudi pri gospodinjstvih, ki niso energetsko revna, so seveda postopne prenove, kjer nekako prenovo našega doma razdelimo na neke faze, korake in začnemo z nekimi prioritetnimi ukrepi in potem to obnovo, kako bi rekla, izvajamo tekom daljšega časovnega obdobja glede na tudi seveda finančne razpoložljivosti. Cilji in koristi seveda, to je tudi lahko, da je vsem nam zbranim mogoče, kako bi rekla, nekako samoumevno, ampak velja seveda poudariti, še posebej tudi, če smo mi v vlogi tistih, ki potem spodbujamo energetske prenove, pa predajamo neke informacije gospodinjstvom naprej, ki pa mogoče je vredno poudariti, kaj v bistvu prinese vse energetska obnova, torej kaj prinese vse menjava. Se mislim, da je nekako mi je izpadel mi je tam en slajd, kjer je bila seveda bili ti glavni koraki energetske obnove tudi omenjeni, oziroma kaj
o čem govorimo, ko govorimo o energetski obnovi, ne? Govorimo o izolaciji zunanjih sten, strehe, tal, menjavi oken. Potem govorimo tudi recimo o vgradnji sistema za prezračevanje in seveda tudi potem o vgradnji sistema obnovljivih virov energije. Nenazadnje, ja, tudi toplotnih črpalk in podobno, nadgradnje ogrevalnih sistemov. In vse to, ti različni ukrepi, njihov cilj je, zakaj se tega seveda lotevamo, je, da nam je bolj udobno bivati tam, kjer živimo, da lahko ohranjamo neko primerno temperaturo po zimi in poleti, potem, da seveda pa to udobno bivanje pomeni tudi, da če živimo v nekih neprimernih razmerah, to lahko poveča tudi neke zdravstvene težave, neke respiratorne težave, ki jih lahko imamo zaradi problemov s plesnijo, z vlago in podobno. Seveda vse to pa je tudi pomembno, ker z energetsko obnovo porabimo manj energije in posledično tudi se znižajo naši stroški za energijo. Zdaj, za mogoče s perspektive seveda lastnikov stanovanj je pa tudi, da energetske obnove povečajo neko vrednost nepremičnine, da tudi na dolgi rok se zmanjšajo lahko neki stroški vzdrževanja. Tako da energetske obnove imajo kopico nekih seveda koristi in pozitivnih plati. Je pa seveda tudi kar nekaj ovir za to, da se lotevamo še posebej neke bolj obsežnejše ali celovitejše energetske obnove. In teh ovir je lahko še toliko več pri gospodinjstvih, ki imajo to, kako bi rekla, kot prej smo omenili, materialno ogrožena in da resnično bivajo v nekih neustreznih razmerah, visoko neučinkovitih domovih. Tista glavna ovira seveda pri ranljivih gospodinjstvih je, kako financirati obnovo. In glede tega moramo poudariti, da imamo v Sloveniji res kar dober delujoč sistem subvencij za energetsko revna gospodinjstva, da se izvedejo energetske obnove tako v mednarodnem merilu, kar dobro delujoč program Ekosklada, ki zdaj nekaj let že kontinuirano obstaja. Zato mogoče, če bi se samo osredotočila na to, kaj trenutno, kateri mehanizmi finančne pomoči so na voljo za ranljiva gospodinjstva na Ekoskladu. Kot je bilo že prej omenjeno, seveda Ekosklad ne nudi samo subvencij, glede finančne pomoči nudi tudi recimo kredite, ugodne za investiranje v različne ukrepe energetske učinkovitosti, ima pa tudi to široko mrežo svetovalnih pisarn En svet, kar 70 svetovalnih pisarn trenutno po Sloveniji, ki pa nudi brezplačno energetsko svetovanje za vse občane, ne samo za ranljiva gospodinjstva. Zdaj, za ranljiva gospodinjstva mogoče nekaj, kot sem rekla, praktičnih informacij, kaj je trenutno na voljo. Trenutno je še vedno odprta javni poziv ZER 2024, in sicer predtem je bil javni poziv ZER, predtem je bil, se mi zdi, ZERO, da se je imenoval. V glavnem imamo že zdaj nekaj časa, nekaj let kontinuiran program subvencioniranja, ki nudi 100% subvencijo energetsko revnim gospodinjstvom, trenutno v višini 18.000 evrov. Zraven tega, kot je gospod Levan tudi že poudaril, je v tem pozivu nudena tudi brezplačna pomoč tako imenovanega koordinatorja. Torej, koordinator je oseba, ki lahko upravičencem, tisti, ki bi se prijavili na ta razpis, jim pomaga pri zdaj samih teh začetnih administrativnih lahko delih, ne, od prijave, oddajanja vloge na Ekosklad, do potem jih vodenja skozi cel ta proces, tudi pomoč pri zbiranju predračunov in vse dokler ne pride potem tudi do podpisa pogodbe z Ekoskladom in izvajalci. Torej je res taka neka dobra praksa v Sloveniji, da je ta pomoč nudena, ker vemo, da so lahko ti postopki sicer
prijavljanja za subvencije in podobno zelo kompleksni in se lahko predstavljajo spet neko še večjo oviro, če recimo ne bi bilo te pomoči. Zdaj, zakaj vse se ta subvencija lahko nameni? Za te glavne ukrepe energetske obnove, za izolacijo strehe, stropa, zunanjih sten, tal, menjavo oken, potem vgradnjo tudi tega prezračevalnega sistema, rekuperacija z vračanjem toplote, in pa tudi en ukrep, ta zadnji je tudi zamenjava stare kurilne naprave z novo na lesno biomaso. Kar je pomembno, je tudi, da ta poziv, torej nekateri izmed teh ukrepov se lahko tudi v večstanovanjski stavbi izvedejo, na primer vgradnja energijsko učinkovitih oken. Do tega so upravičeni tudi lastniki stanovanj v večstanovanjski stavbi ali pa tudi prezračevalnega sistema. Tako da ta poziv nekako, čeprav vsi ti ukrepi, večina teh je za enostanovanjske hiše, nekateri pa tudi za ljudi v večstanovanjskih hišah. Spet mogoče neki glavni pogoji za te vlagatelje, kdo je upravičen. Torej, stalno bivališče seveda mora biti na tem naslovu oziroma mora dejansko živeti na naslovu stanovanja, kjer se bodo te ukrepi izvajali. Potem vsaj polovični solastnik mora biti tega stanovanja, v katerem se bodo ukrepi izvajali, in pa ta dva kriterija, ki smo jih prej omenjali pri energetski revščini, da gre za materialno ogroženega posameznika oziroma gospodinjstvo, in pa da je potem z naknadnim ogledom energetskega svetovalca ugotovljeno, da stavba, v kateri biva, oziroma stanovanje je nizkoenergijsko učinkovito oziroma potratno. Zdaj, materialna ogroženost, kot sem prej omenila, je pa zvezana s sistemom socialne pomoči v Sloveniji, tako da upravičeni do te subvencije so tisti, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, in pa da so bili upravičeni do izredne denarne socialne pomoči vsaj dvakrat v zadnjih 2 letih. Zdaj, v zadnji verziji tega poziva se je dodalo še 2 pogoja, ki pa se mora prebrati tudi nujno tisto, kar je v oklepaju tule na vaših zaslonu. Torej, upravičeni so tudi tisti, ki so upravičeni do otroškega dodatka, ampak potem mora ta družinska skupnost soditi do vključno 3. dohodkovnega razreda, in pa tudi tisti, ki so upravičeni do državne štipendije. Spet mora biti ta družinska skupnost soditi v največ 2. dohodkovni razred. In pa tudi za ta 2 zadnja pogoja mora biti dana izjava o premoženjskem stanju in ne sme premoženjsko stanje te družinske skupnosti presegati. Zdaj, v času poziva je bilo to nekaj več kot 23.000 evrov. In pa seveda subvencija se lahko podeli samo za stavbo, ki je legalna. Kar nekateri mogoče zaradi kakšnih prizidkov takšnih in drugačnih, za katere ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, lahko kdaj predstavlja težave. Tukaj mogoče se boste dobili potem celo ta predstavitev, ampak tule je tak prikaz tega postopka po pozivu ZER 2024, kako poteka, torej vse od te začetne oddaje vloge do potem ogleda, energetskega pregleda na domu, ki ga opravijo energetski svetovalci Ekosklada, do potem iskanje predračunov izvajalcev, podpis potem pogodbe, začetek del. Energetski svetovalci opravijo na primer tudi potem nek vmesni pregled, ko se dela izvajajo, in pa potem še nek končni ogled po zaključku del, in nato, ko se vse, tudi dokumentacija uredi, Ekosklad nakaže sredstva izvajalcu. Torej, gospodinjstvo, ki je upravičeno do te subvencije, ne potrebuje financirati vnaprej česarkoli, zato je tudi to nek dober primer takšne subvencijske sheme, ker
potem Ekosklad po končanem delu neposredno nakaže vsa sredstva izvajalcev. Mogoče tole ni tako pomembno za nas, so neke omejitve pri kandidiranju, tako da na 2 podobna razpisa, če so se že v preteklosti na tak podoben razpis gospodinjstva prijavila, se ne morejo še enkrat. Mogoče, kar je še vredno tu omeniti, da sta pa še 2 trenutno poziva odprta, ki pa nudita, na podlagi katerih so pa energetsko revna oziroma ranljiva gospodinjstva v večstanovanjskih stavbah upravičena tudi do 100% subvencije njihovega deleža, ko se gre za investicije v neke skupne investicije večstanovanjske stavbe. Prej smo rekli, tam je subvencija, kjer si lahko neko gospodinjstvo v svojem stanovanju s pomočjo subvencije pod pozivom ZR24 zamenja okna, na primer, ne. Potem pa imamo tudi, tule imamo razpis, poziv, kjer gre za energetsko obnovo stavb, torej fasad, strehe, optimizacija sistema ogrevanja, in tudi za takšen tip energetske obnove v večstanovanjskih stavbah nudi Ekosklad torej subvencijo za energetsko ranljiva oziroma ranljiva gospodinjstva v tej stavbi, da jim krije 100% njihov delež. More pa seveda, ko se celotna ta stavba ponovi, ko se prijavlja na subvencijo Ekosklada, morajo biti CSD odločbe teh gospodinjstev zraven vložene, tako da je tukaj zelo pomembna ta neka komunikacija med upravniki in gospodinjstvi. Podobno je tudi za te ukrepe, na primer vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v večstanovanjski stavbi, kotla na lesno biomaso, toplotne črpalke v večstanovanjskih stavbah. Podobno so ta socialno ranljiva gospodinjstva, spet, ki prejemajo denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, so upravičena do subvencije Ekosklada, torej kritje 100% njihovega deleža naložbe. Ja, zdaj to je bil tak malce, kako bi rekla, informativno-izobraževalna predstavitev. Jaz upam, da je bilo za kaj novega tudi za vas v teh informacijah, no. Verjamem pa, da je bilo kaj seveda tudi vam že znanega. Zdaj, tisto, kar je mogoče nas lahko počasi potem pelje tudi v ta bolj razpravljalni, diskusijski del, so pa seveda neke ovire pa izzivi pri izvajanju recimo energetskih obnov, energetsko revnih gospodinjstev ali na splošno tudi pri ukrepih za zmanjševanje energetske revščine. Tukaj bi predstavila nekatere te ovire, izzive, ki smo jih vsaj zdaj v okviru tega našega dela v okviru projekta Renovrti nekako še vedno zaznali, četudi seveda imamo neke dobro obstoječe okvire, sisteme, na primer financiranja preko Ekosklada, je pa še vedno dosti možnosti za nadgradnjo nekih ukrepov oziroma razvijanju novih. Tako da recimo ena izmed takih izzivov, no, ki jih opažamo, ki smo jih opazili, je, da navkljub na primer obstoju teh subvencij za energetsko revna gospodinjstva, ki sem jih prejle predstavila, še vseeno vlada neka, še vseeno gospodinjstva, tisti, ki bi bili upravičeni do tega, pogosto ne vedo za obstoj te finančne pomoči. Torej imamo ta neki izziv, kako naj prave informacije dosežejo prave ljudi, ja. In zato vemo, da je potrebno res tesno sodelovanje Ekosklada in pa različnih lokalnih akterjev, ki so v stiku z ranljivimi gospodinjstvi, tudi občinske uprave, potem pa seveda centri za socialno delo, ki imajo tudi vodijo te baze podatke, seveda o prejemnikih različnih socialne pomoči. Humanitarne organizacije imajo tu pomembno vlogo, tudi patronažne službe, na primer, lahko pomagajo pri identificiranju, informiranju gospodinjstev, društva upokojencev, ki imajo tudi veliko nekih svojih lastnih programov, no, za pomoč starejšim in starejšim ranljivim skupinam. Tukaj seveda
o prihodnosti bo treba tudi razmišljati o iskanju nekega povezovanja med tako imenovanim teh točkah vse na enem mestu, ki bodo neka nadgradnja, en svet pisarn v prihodnjih letih, in kako takšne neke točke, informativne, svetovalne, narediti, da bodo najbolj učinkovito lahko dosegle, pomagale ranljivim skupinam, in kjer vemo, da pogosto pa potrebno malce bolj se lotiti nekih taktik od vrat do vrat, da ljudje imajo morda zadržke iti samoiniciativno v nek nov kraj, prositi za nasvet, informacije. Ta gospodinjstva so velikokrat tudi digitalno malce manj, imajo malce manj teh digitalnih kompetenc, kar potem spet vpliva na to, na kakšen način lahko dosežemo, komuniciramo z njimi. Potem nek drug tak sistemski izziv, ki ga imamo, ki ga se mi zaznavamo, je pa, da seveda imamo tudi veliko, oziroma da imamo neke ranljive skupine, ki pa si na primer zelo težko bi privoščile neko energetsko obnovo, hkrati pa ne ustrezajo trenutni definiciji energetske revščine, oziroma niso tudi v tem sistemu prejemanja socialnih pomoči. Tako da bi bilo veljalo tudi v prihodnosti, in vemo, da to se na ravni ministrstva seveda razmišljajo, oziroma so podobni težava seveda bila zaznana, je, da kako razširiti to opredelitev energetske revščine, oziroma kako doseči te trenutno gospodinjstva, ki nekako padejo skozi te razpoke, bi lahko rekli. Potem, kar se tiče samega Ekosklad, teh subvencij, je seveda 18.000 evrov je kar nek lep zalogaj, na primer ta trenutna subvencija, je pa še vedno seveda ta sredstva ne zadoščajo za neko globoko prenovo ali pogosto tudi ne za mogoče vse ukrepe, ki bi bili smiselni jih narediti. Še posebej tudi v zadnjih letih, ko so se malce, ko vemo, da so se cene tudi materialov in raznih storitev in del dvignile. Potem znotraj teh subvencij, saj ZER 2024, seveda se ne financirajo sončne elektrarne oziroma inštalacija OVE sistemov za proizvodnjo energije, pa tudi toplotne črpalke ne. Tukaj mogoče samo nekaj, kar bi bilo, saj to ena izmed teh rešitev ukrepov, o katerih tudi mi dosti razmišljamo, kako bi to lahko naredili, izvedli, je vključevanje energetsko revnih v energetske skupnosti, kar je sicer tudi en izmed ukrepov, ki ga imamo v našem akcijskem načrtu za energetsko revščino v Sloveniji, ampak nekako se še ni še zaživel. Neke druge ovire, izzivi, ki smo jih zaznali predvsem v teh zadnjih letih, je tudi mogoče neka težave z nedostopnostjo izvajalcev, glede na območje, v katerem živimo, seveda potem tudi neke sezonske dostopnosti, dosegljivosti izvajalcev, in pa tudi pomanjkanje nekega zaupanja v izvajalce strani gospodinjstev, posameznikov. Tukaj mogoče nek del, nekaj, kar malce, kako bi rekla, prispeva pri tem procesu iskanja izvajalcev, so ti informativni seznami izvajalcev, ki jih ima tako Borzen za področje OVE kot Ekosklad za področje energetskih prenov. Seveda to so informativni seznami in ne jamčijo neke kakovosti, tako da v Sloveniji nimamo nekega sistema certifikatov kakovosti na tem področju, ki bi lahko, kako bi rekla, malce bolj usmerjala gospodinjstva pri tem procesu, katere izvajalce izbrati in nekako, da bi se krepilo to zaupanje tudi. In pa seveda kar nekaj, kar lahko oziroma kar pomaga pri krepitvi zaupanja, saj za tisto dotično ukrep, ki se bo izvedel v nekem gospodinjstvu prek tega poziva ZER 24, da
Ekosklad da tudi neke jasne smernice za predračune za izvajalce. Torej tudi da nek okvir glede materialov oziroma nekega približnega nekega standarda, no. Potem glede večstanovanjskih stavb, kot sem že omenila na začetku, so izzivi, ki so specifični za to situacijo. Torej sam proces odločanja za samo obnovo lahko kompleksen, dolgotrajen, ker se potrebuje vse od 50 do 100% konsenz lastnikov, 100% na primer tudi v primeru, ko bi stavba vzela skupaj nek kredit za energetsko obnovo. In tukaj je predvsem pomembno, no, tako kot mi razumemo, da imajo upravniki stavb zelo aktivno vlogo tudi v tem pripravljalnem delu, ko se odloča o sami energetski obnovi, ne, da predstavljajo koristi energetske obnove, tudi neke konkretne izračune za to dotično stavbo, da vodijo neko komunikacijo z ranljivimi gospodinjstvi v tem objektu, ja, da imajo nek pregled znanja, ne, kar je povezano potem s tem, da lahko ta gospodinjstva prav čas zaprosijo za to subvencijo Ekosklada, če bi šla cela stavba v neko prenovo in da se to slučajno ne izpusti, pozabi. Potem en tak velik sistemski manko, ki ga imamo, je pa tudi pri tej ranljivi skupini prebivalcev, ki sem jih omenila na začetku, ki so najemniška populacija, predvsem najemniki v zasebnih najemnih stanovanjih, ja, ko imamo seveda še pred, kako bi rekla, pred naslavljanjem same energetske revščine, imamo kar nekaj kako bi rekla, temeljnih težav za rešiti oziroma reševanje energetske revščine v takih situacijah mora iti z roko v roki z regulacijo nasploh zasebnega najemniškega trga. Trenutno namreč niti tem informacijam, ki jih imamo o zasebnem najemniškem trgu, ne vemo, koliko lahko zaupamo, ker vemo pa, da je kar nekaj teh zasebnih najemniških stanovanj bodisi neregistrirano oziroma ta odnos najemnik-lastnik ni formaliziran. Tako da tukaj je predvsem potrebno, imajo pa največjo vlogo, saj tule v začetku nacionalni akterji, Ministrstvo za okolje, podnebje, energijo, Ministrstvo za solidarno prihodnost, za delo, družino, socialne zadeve, ker to je res, kako bi rekla, potem neko vprašanje, ki res preči tako energetske politike, socialne in pa stanovanjske. Tako, to so tisti glavni neki izzivi, ki bi jih trenutno izpostavili. Seveda, če bi se zdaj osredotočili samo na večstanovanjske stavbe, bi lahko mogoče še tam bolj podrobneje kakšno oviro analizirali, ampak mogoče tole za nek celostni pregled je pa to, kar se nam neki izzivi, ki so se najbolj pogosto pojavljajo in so bili izraženi strani različnih lokalnih, nacionalnih akterjev. In en izmed seveda ključnih akterjev na področju, tako ko snujemo ukrepe za zmanjševanje energetske revščine in ko se jih izvaja, so seveda občine. In mogoče iz vsega tega, kar sem do sedaj povedala, pa iz našega dela, bi tule, v tej naši današnji druščini bi izpostavila samo nekaj teh vlog občin, kot jih mi vidimo, kje lahko v bistvu imajo občine zelo pomembno vlogo pri naslavljanju energetske revščine. In tukaj je seveda najprej, da občine lahko seveda pomagajo, prispevajo k prepoznavanjem gospodinjstev, sploh identificiranju gospodinjstev, ki jih pesti energetska revščina. In potem, tako kot sem rekla, da ste en izmed tistih, ki ste lahko ta posrednik, torej med, na primer, akterji, kot so Ekosklad in gospodinjstvi, ranljivimi gospodinjstvi,
torej lahko pomagajo pri posredovanju teh informacij o, na primer, obstoječih subvencijah ekosklada. Pa še več, občine lahko tudi seveda delujete kot nek povezovalec teh akterjev na lokalni ravni, torej teh akterjev, ki so na primer v stiku z gospodinjstvi in ki lahko tudi informirajo, torej da ste nek povezovalec deležnikov, na primer teh centrov za socialno delo, humanitarnih organizacij v lokalnem okolju, društev upokojencev in pa potem tudi upravnikov stavb, na primer ponekod je to tudi sicer v občinski domeni ali v nekih drugih podjetjih povezanih z javnim stanovanjskim skladom ali drugo. Tako da občine res lahko jih vidimo kot eden izmed tistih akterjev, ki lahko malce bolj tesno poveže te akterje na lokalni ravni, da potem pridemo do tega učinkovitega informiranja, na primer gospodinjstev o subvencijah ekosklada. Eden izmed mogoče tistih akterjev, ki smo se ga tudi mi zelo poskusili v naših aktivnostih nekako angažirati tudi v Zasavju, da bi se udeležili naših aktivnosti, so zdravstveni delavci. Mogoče do sedaj niso bili toliko vključeni v delo na področju energetske revščine oziroma tudi sami ne vidijo oziroma ne prepoznajo najbolj povezav in imajo svojo domeno dela, ampak tukaj je mogoče lahko tudi neka vloga občine, kako ta zdravstveni sektor malce, kako bi rekla, približati tem aktivnostim na področju energetske revščine, da lahko potem tudi zdravstveni delavci in pomagajo pri identifikaciji ranljivih gospodinjstev, njihovem informiranju. Potem kaj še, lahko se vključuje ukrepe za naslavljanje energetske revščine, lokalne energetske koncepte, to je ena izmed pomembnih vlog. Potem, ko govorimo o teh prihajajočih točkah vse na enem mestu, ki bo v Sloveniji, govorimo o neki nadgradnji pisarn En svet, tudi tukaj lahko imajo občine pomembno vlogo, mogoče predvsem malce večje občine ali pa mestne občine, ki lahko mogoče razmišljajo malce bolj ambiciozno, kakšen tip take točke ali pisarne bi lahko razvili. Potem, tole so še neke druge, bom še šla na ta drugi del, drug slajd. Občine seveda lahko tudi vzpostavijo neke, ko bi rekla, neke komplementarne ukrepe, tudi finančne pomoči, tudi neke svoje sheme subvencioniranja ali dofinanciranja, na primer kakšnih razpisov, kjer se nudi delna subvencija. Potem tudi občine morda lahko pomagajo pri tem, da bi poleg Borzenovih, ekoskladovih, teh seznamov izvajalcev, da bi bili neki registri izvajalcev v občini oziroma v regiji, izvajalcev za energetske obnove. Potem seveda, to imate veliko vlogo, ker tudi občina kot lastnik upravnih stanovanj, seveda imate to pomembno vlogo, kar se tiče samih prenov občinskega stanovanjskega fonda, kjer vemo, da je tudi velika težava s financiranjem tega. In pa to še ena izmed vlog občin je lahko tudi podpora vključevanju ranljivih energetsko revnih gospodinjstev energetske skupnosti, na primer bodisi s podporo začetnim financiranjem nekega začetnega vstopnega deleža ali pa tudi z omogočanjem uporabe samih javnih stavb, občinskih stavb oziroma njihovih streh. Potem lahko še, kaj lahko še občine vse naredijo, je tudi, da ko vzpostavljate razne prostorske načrte za prilagajanje podnebnim spremembam, da ste pozorni tudi na tveganje poletne energetske revščine danes, ki bo tudi čedalje bolj pereč, in na neko blažitev takih pojavov, kot so toplotni otoki v vašem lokalnem okolju. In pa morda ena stvar, ki je nekako še na horizontu, pa ne vemo točno, kaj vse bo pomenila za občine, je pa ta, da se trenutno pripravlja tako imenovani socialni načrt za podnebje, ki bo, torej ta načrt, ki bo potem določal, za kakšen tip ukrepov bodo namenjena sredstva tako imenovanega socialnega podnebnega sklada.
Torej, to je ta sredstva Evropske unije, ki bodo namenjena nekako blaženju učinkov tega novega sistema ETS2, trgovanja z emisijami na področju, na primer, prometa. In to bo zdaj neka, kako bi rekla, nek sklad oziroma neka sredstva, ki bodo na podlagi tega načrta potem usmerjena predvsem v ranljive skupine prebivalcev. In zdaj, kakšna točno bo pa vloge občin na podlagi tega načrta, se bo še nekako zdefinirano v naslednjih mesecih, ko se lahko pričakuje tudi javna obravnava tega načrta. In zagotovo je pa nekaj mogoče, kar morajo imeti tudi občine nekako na vidiku radarju. Se bi me tudi zanimalo, če mogoče ste se s tem že kaj ukvarjali, bili na kakršnikoli stikih tudi z ministrstvom, ki vodi ta proces. Mislim, da sem kar izčrpala tudi to, kje vidimo mi neko vlogo občin, tisto glavna, na kak način lahko občine prispevajo k zmanjševanju energetske revščine. Seveda, če tudi sami še veste, kaj lahko naredite oziroma kaj počnete, bom z zanimanjem zapisala. Zdaj pa se mi zdi, da je bil kar dolga predstavitev in bi se vam zahvalila za vašo koncentracijo, za vašo pozornost. Spet upam, da je bilo za vas nekaj novega ali nekaj, kar je koristno za vaše delo. Zdaj počasi bom izključila ta snemanje, ker bi me v bistvu zanimalo, tudi zdaj je prostor za bodisi vaše vprašanja, komentarje in pa tudi, da lahko podelite mogoče kakšne izkušnje iz vašega lokalnega okolja, iz vaše občine specifično, mogoče glede kakšnih ukrepov, ki jih izvajate na področju energetske revščine, kakšne dobre prakse ali kakšne tudi, kako bi rekla, lekcije, izzive, s katerimi se soočate. Še prej pa mogoče to bi pa vas lahko še usmerila, vam bomo to še po mailu poslali. Imamo tudi v okviru Renovertija tako platformo, kjer so taka izobraževalna gradiva, predstavitve tudi malce bolj obsežne, pripravljene v slovenskem jeziku tudi, kar se tiče energetskih obnov, potem pa tudi nekih, kako bi rekla, procesov soustvarjanja takih kažipotov, kot smo se jih mišli. Tako da ste vabljeni tudi, da si pogledate to platformo. Tam lahko na primer tudi oddate en tak, piše, tule lahko vidite, test modul 1 in pa test modul 2, lahko tudi date na podlagi današnjega dogodka, mogoče kako vam je bil koristen, kaj ste kaj na novo izvedeli, kaj ne. Je to tudi pride v poštev. Tako da lahko si pa malce pogledate vse ta gradiva, ki so še mogoče grejo malce bolj v detajle pri temi energetskih obnov, energetske revščine.